Spoštovane in spoštovani, lepo pozdravljeni. Domoznanski večer, sprva načrtovan kot javni dogodek ob dnevu suverenosti, je bil najprej zaradi poslabšene epidemiološke situacije in sprejetih ukrepov odpovedan. Zatem pa je bil posnet. Ob tem državnem prazniku, ki ga obeležujemo 25. oktobra in s tem letos tudi 29. letnico odhoda zadnjega vojaka Jugoslovanske armade iz slovenskega ozemlja, je profesor Franci Čuš pripravil predavanje Pogled na leto 2020, 101. letnica združitve Slovencev iz obeh strani reke Mure. Domoznanski večer poteka v organizaciji Prekmurskega društva Generalmajster v sodelovanju z veteranskimi in domoljubnimi organizacijami ter pokrajinsko in študijsko knjižnico Murska Sobota. Besedo predajam profesorju Francu Čušu. To v srcu blagi čut
Lepo pozdravljeni na domoznanskem večeru. Hvala organizatorjem za povabilo. Torej, ta prireditev je danes povezana z praznovanjem oziroma spominjanjem 29. obletnice odhoda zadnjega vojaka nekdanje Jugoslovanske ljudske armade iz Slovenije, s čimer se je nekako zaključil ta proces osamosvojitve slovenskega naroda in pa nekako uresničitev želja generacij, da Slovenci enkrat dobimo lastno državo. Letos in naslednjo leto praznujemo 30. obletnico dogodkov, ki so pripeljali do osamosvojitve slovenskega naroda in uresničitve ideje, ki je nekako zaživela že tam leta 1848 s prvim slovenskim političnim programom Zedinjena Slovenija, ki je potem postal cilj generacij, kako bi prišli Slovenci do lastne države. V teh približno 170 letih se je zgodilo kar nekaj etap. Slovenci smo prišli v številne države in na koncu današnja generacija je nekako doživela te sanje po samostojni državi Sloveniji. Da se je to lahko zgodilo pred 3 desetletji in nekaj se moralo zgoditi v preteklosti, kar nekaj pomembnih dogodkov in prelomnic. Lansko leto smo se spominjali 100. obletnice ene zelo pomembnih prelomnic v zgodovini slovenskega naroda, ko je po sklepu Pariške mirovne konference pomemben del slovenskega narodnega ozemlja, to je Prekmurje, ki je do leta 1918 spadalo v okvir ogrske monarhije, pripadlo tedanji kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev. In tako so se Slovenci iz obeh strani reke Mure združili v neko skupno celoto. Podobno se je zgodilo tudi s spodnjim Štajerskim, ki je prav tako po sklepu Saint-Germainske mirovne pogodbe iz leta 1919 pripadlo tedanji kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev. Medtem ko pa je pomemben del slovenskega narodnega ozemlja po prvi svetovni vojni ostal zunaj in pripadal sosednjim državam. Primorska je pripadla po Rapalski mirovni konferenci Italiji, medtem ko pa smo se pred kratkim spominjali 100. obletnice koroškega plebiscita, kjer se je 10. oktobra leta 1920 večina ljudi izreklo za življenje v Avstriji. In če pogledamo potem dogajanje po drugi svetovni vojni, ko so delno bile revidirane meje na Pariški mirovni konferenci po drugi svetovni vojni in pa kasnejših mednarodnih pogodbah, vidimo, da je določitev meje iz leta 1919 oziroma 20 ostala ista in da je bila Avstrija obnovljena v mejah izpred Anschlussa leta 1938, medtem ko pa je večji del Primorske, vendar še vedno brez pomembnega centra Trsta za zaledjem, pripadal tej povojni Jugoslaviji in v teh mejah se potem tudi Slovenija osamosvojila leta 1991. Lansko leto, leta 2019, je bilo kar nekaj pomembnih in odmevnih dogodkov, ki niso bili pomembni samo za Slovence, ki živimo tukaj ob reki Muri, tako na levi kakor desni strani, ampak za celoten slovenski narod pomembnih in odmevnih dogodkov in tudi kar nekaj pomembnih pomnikov je bilo v času tega praznovanja ali pa spominjanja, bi jaz bolje povedal, je nastalo in se ohranilo tudi za generacije, ki prihajajo za nami. Dogodke izpred stoletja in nekaj so zelo pomembno soustvarjali naši rojaki, ki prihajajo iz tega prostora.
pa si naj bo to tukaj na terenu, ko se je na terenu določala meja oziroma bi rekli ideja združitve Slovencev in pa da gremo Slovenci neko svojo pot, kakor so imeli tudi pomembno vlogo na pariški mirovni konferenci naši rojaki, ki so tamkaj zagovarjali slovenske meje oziroma dokazovali mednarodni diplomaciji, kje živijo Slovenci in da so Slovenci del nekega skupnega političnega in narodnega ter kulturnega prostora. Zdaj, mi seveda ne bi mogli lansko leto se spominjati te 100. obletnice združitve Slovencev iz obeh strani reke Mure v neko enotno politično celoto, če se ne bi zgodili predtem nekateri pomembni dogodki. Prvi je vsekakor se zgodil 30. maja leta 1917, ko je v Dunajskem parlamentu takrat bi že lahko rekli slovenski politični vodja, dr. Anton Korošec, naš rojak, doma iz Biserjan v občini Sveti Jurij ob Ščavnici prebral znamenito Majniško deklaracijo, v kateri so se Slovenci, pa tudi Hrvatje, izrekli, da več nočejo živeti v takšni monarhiji, kot so živeli do takrat, v kateri jim ne priznavajo enakih kulturnih in političnih pravic, kot so si jih prilaščali nekateri drugi narodi, ampak da želijo biti enakopravni, da želijo imeti svojo državo. Vendar še vedno je obstajala formulacija pod okriljem Habsburško-Lotarinške dinastije. Sprva ta deklaracija v slovenski javnosti ni naletela na neki večji odmev, vendar potem v drugi polovici leta, ko je umrl eden izmed voditeljev Slovenske ljudske stranke, Janez Evangelist Krek, in je na tem pogrebu imel politični govor ravno dr. Anton Korošec, in še kasneje leta 1918, ko je deklaracijo podprl ljubljanski škof Anton Bonaventura Jeglič, je ta Majniška deklaracija dobila velik medijski javni odmev in začela dobivati tudi podporo. Če smo leta 1990 Slovenci šli na plebiscit in na plebiscitu se izrekli za samostojno državo Slovenijo, tako da smo obkrožili za samostojno državo Slovenijo, takšnega plebiscita leta 1917-18 ni bilo. Ampak so Slovenci to svojo plebiscitarno voljo po političnih spremembah izrazili z podpisovanjem peticije podporo Majniške deklaracije. Tukaj vidimo eno popisno polo žen in deklet iz župnije Sveti Jurij ob Ščavnici, ki so podprle to deklaracijo, katero je prebral njihov rojak. Bilo jih je 1666. Zraven vidimo tudi značko, deklaracijsko značko, ki je predstavljala nekako simbol podpore tej Majniški deklaraciji. Majniško deklaracijo je po zadnjih raziskovanjih podprlo približno 320 tisoč Slovenk in Slovencev. Po večini so to bile Slovenke, medtem ko so fantje, možje ali bili na fronti ali pa nekako niso upali izraziti javno podpore tej Majniški deklaraciji, predvsem zaradi tega, ker so se bali, da bi bili poklicani na fronto. Ob tem moramo vedeti, da ženske takrat še niso imele volilne pravice in da je na Slovenskem takrat živelo približno 1,2 milijona ljudi. Nekateri govorijo, da je deklaracijsko gibanje leta 1917-18 do sedaj najbolj množično žensko gibanje na Slovenskem. Nekako simbol tega deklaracijskega gibanja je bil naš rojak Anton Korošec, rojen v Biserjanah leta 1872. Tukaj na prosojnici vidimo eno podobo, 24. marec leta 1918, ko slovensko ženstvo izroča dr. Korošcu 200 tisoč podpisov za deklaracijo. Te podpise mu predaja žena ljubljanskega županja Franja Tavčarjeva. Potem zgoraj imamo še eno razglednico
dveh glavnih pobudnikov ali pa predstavnikov tega deklaracijskega jugoslovanskega gibanja, bi že takrat lahko rekli, dr. Janez Evangelist Krek, ki je pa zelo hitro po tej deklaraciji tudi umrl, in pa dr. Anton Korošec, ki s tem je postavljen nekako na čelo tega deklaracijskega gibanja in pa predstavnik te projugoslovanske struje, namreč takrat na Slovenskem obstajata dve struji, ki nekako vsaka vidi svojo vizijo prihodnosti slovenskega naroda. To je bila ta štajerska Koroščeva linija, ki je verjela, da se slovenski narod nekako lahko združi z drugimi južnimi Slovani zunaj Habsburške monarhije. Druga, na čelu z dr. Ivanom Šuštaršičem, do takrat vodilnim politikom Slovenske ljudske stranke, ki je pa bila bolj proavstrijsko usmerjena in je videla prihodnost slovenskega naroda v povezavi s Habsburžani oziroma z Avstrijci. Kot vidimo, je potem prevladala ta Koroščeva linija. Sicer je bila ustanovljena za neko vmesno obdobje meseca dni država Slovencev, Hrvatov in Srbov, ki pa je imela problem, da ni bila mednarodno priznana, da ni imela določenih meja, da so dele slovenskega ozemlja že začeli zasedati predvsem Italijani in je iskala potem nekega zaveznika, v sodelovanju s katerim bi lahko obranila slovenske narodne meje. Zato je dr. Anton Korošec kot predsednik Narodnega vijeća te nepriznane države Slovencev, Hrvatov in Srbov že meseca oktobra bil, še preden je bila država Slovencev, Hrvatov in Srbov razglašena na Dunaju, v audienci pri cesarju Karlu I., ki ga je bojda nagovarjal, naj Slovenci ne zapuščajo te monarhije, saj veljajo za enega najzvestejših cesarjevih narodov, pa je potem Korošec mu odvrnil: Majestet, es ist zu spät, torej veličanstvo prepozno je, s čimer je nekako nakazal, da Slovenci gremo neko svojo pot izven tega habsburško-lotarinškega okvirja. Potem se je odpotoval v Ženevo, kasneje v Pariz, kjer se je začel pogajati s predstavniki srbske vlade, srbske strani o združitvi tako imenovanih južnih Slovanov Avstro-Ogrske s kraljevino Srbijo, ki je med Prvo svetovno vojno bila na strani antantnih držav, torej na strani držav zmagovalk. Potem je 1. decembra leta 1918 prišlo do združitve južnih Slovanov, tako tistih strani kraljevine Srbije, ki se predtem združile že s kraljevino Črnogoro, kakor tudi z južnimi Slovani nekdanje Avstro-Ogrske. Dr. Anton Korošec je v tej prvi jugoslovanski državi naredil najsijajnejšo politično kariero med Slovenci v času pred Prvo svetovno vojno. Bil je imenovan za podpredsednika prve kraljeve vlade novoustanovljene kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev. Potem je opravljal v različnih vladah različne ministrske posle. Bil je minister za obnovo, minister za promet, minister za trgovino, gozdarstvo, prosveto, notranji minister in leta 1928 kot prvi in edini ne-Srb bil tudi za 157 dni predsednik kraljeve vlade. In ko je leta 1940 umrl, 14. decembra je umrl kot minister za prosveto, hkrati pa je tudi bil predsednik senata. Hkrati je bil tudi na čelu najmočnejše politične stranke na Slovenskem, Slovenske ljudske stranke. In da dodam, eden izmed najpomembnejših zakonov za slovenski narod, ki ga je ta prva vlada kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev pod predsedovanjem Stojana Protića sprejela, je zakon o ustanovitvi univerze v Ljubljani. In tukaj imamo tudi prikazan tudi podpis podpredsednika vlade, kraljeve vlade, dr. Antona Korošca. In lansko leto smo prav tako se spominjali 100. obletnice ustanovitve Ljubljanske univerze, prve univerze na Slovenskem.
To, kar je na političnem področju pomenil dr. Anton Korošec, je vsekakor na vojaškem področju za ta prostor pomenil general Rudolf Maister. Namreč, kar je na vojaškem področju Rudolf Maister novembra leta 1918 dosegel, je kasneje bilo tudi potrjeno na Pariški mirovni konferenci. Tisti odločilni trenutek se je zgodil 23. novembra v Mariboru leta 1918, ko je Rudolf Maister s svojimi prostovoljci razorožil mariborsko nemško zeleno gardo, razglasil Maribor za, kakor tudi Spodnji Štajer, za slovensko posest. Predtem je Rudolf Maister tudi razglasil mobilizacijo in še danes je nepredstavljivo, kako je lahko prepričal 4000 slovenskih fantov, mož, da so se odzvali na njegov poziv, če ob tem upoštevamo, da je bilo komaj konec vojne, mnogi izmed njih so se komaj vrnili iz fronte, prisegli so neki neuradni, mednarodno nepriznani, ne državi, ne vojaškemu voditelju, pa vseeno so šli žrtvovati svoje življenje in prihodnost sebe, kakor svojih družin, za slovenski narod. Če so se med vojno borili za neko tujo stvar, za tujega vladarja ali pa vsaj tuje govorečega vladarja, so se sedaj borili za slovenski narod in pa za slovensko idejo, katero je tukaj predstavljal general Rudolf Maister. Zdaj, ideje Rudolfa Maistra, kakor njegovi sodelavci, so seveda bile širše, namreč z vojaško intervencijo je skušal pridobiti tudi ostala ozemlja, ki nažalost po Pariški mirovni konferenci oziroma mednarodnih pogodbah niso pripadle tedanji kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev. Tukaj mislim predvsem na Koroško in pa na Radgonski kot, katerega je po njegovem ukazu sicer slovenska stran zasedla. Tukaj imamo fotografijo, januar leto 1919 v Radgoni, to je današnji Bad Radkersburg, kjer je Rudolf Maister skupaj z Antantno razmejitveno komisijo. Iz tega prostora, oziroma odkot je črpal Maister svojo bazo, svojih prostovoljcev, največ seveda jih je prihajalo iz tega spodnještajerskega prostora, iz Slovenskih goric, Dravsko-Ptujskega polja, Dravske doline, Pohorja, Haloz in pa ogromno tudi iz Prekmurja. In eden najtesnejših njegovih sodelavcev je tukaj na fotografiji, to je bil nadporočnik Edvard Vavpotič, prav tako doma iz Svetega Jurija v Ščavnici, ki je predstavljal v teh prelomnih dogodkih novembra leta 1918 v bistvu desno roko generala Rudolfa Maistra. Zdaj, ogromno Maistrovih sodelavcev je prihajalo iz Prekmurja. Tukaj bi jaz predvsem izpostavil 3 katoliške duhovnike. Maistrov prvoborec, duhovnik Jožef Godina iz Dolnje Bistrice, ki je v bistvu vodil edino vojaško akcijo, katero so organizirali Slovenci leta 1918-19 za osvoboditev Prekmurja in je potem se svojimi prostovoljci zasedel Dolnjo Bistrico in se pridružil enotam, Jurišičevim enotam, ki so prodrle v Prekmurje iz smeri Međimurja oziroma Čakovca. Potem je Ivan Jerič, ki je sodeloval pri številnih, predvsem diplomatskih, političnih, pa tudi organizacijskih akcijah, ko je dokazoval tako v Ljubljani, kakor v Beogradu, kje živijo Slovenci, in pa glavni ideolog tega slovenskega politično in kulturnega gibanja v Prekmurju, Jožef Klekl starejši. Eden izmed glavnih centrov, kjer so se zbirali prekmurski Slovenci v teh prelomnih časih, je bil Ljutomer.
kjer so se udeležili tudi narodnega shoda v začetku meseca novembra in prvič slišali, da Avstro-Ogrske monarhije več ni in da se ustanavlja nova, prva jugoslovanska država. V Ljutomeru je bila ustanovljena ali pa se je zbirala tudi tako imenovana Prekmurska legija, katere cilj je bil vojaška intervencija v Prekmurje. V Ljutomer je tudi prišla razmejitvena antantna komisija, kjer je prekmurska delegacija potem dokazovala, da v Prekmurju živijo Slovenci in prav na predlog te razmejitvene komisije je potem bila nekako sprejeta odločitev, da se vojaška intervencija v Prekmurje ne izvede. Drugo polje delovanja je pa potem bilo na Pariški mirovni konferenci, torej na tem diplomatskem prizorišču. Če smo prej videli na terenu, so potekali predvsem vojaški spopadi. Na Pariški mirovni konferenci pa potem po diplomatski poti je jugoslovanska stran, del katere so bili tudi slovenski pogajalci, dokazovala tako v Prekmurju, kakor na spodnjem Štajerskem živijo Slovenci. Tukaj na fotografiji spodaj vidimo del te jugoslovanske delegacije, katero je vodil srbski geograf, kartograf Jovan Cvić, in potem del te delegacije kot člana etnografske sekcije sta bila potem tudi naša rojaka, dr. Franc Kovačič, doma iz Veržeja, kateremu je že meseca septembra general Rudolf Maister zaupal nalogo, da pripravi referat o Štajerski in pa potem za Prekmurje je enako nalogo imel prav tako naš rojak doma iz Bučečovec oziroma Križevci pri Ljutomeru, dr. Matija Slavič. Oba sta se pripravila za zelo dobro sta poznala razmere na terenu, pripravila sta razne znanstvene podlage, del katerih so tudi zemljevidi, ki prikazujejo te etnografske karte, ki prikazujejo, v katerih delih so prevladovali Slovenci. Tukaj imamo Slavičevo karto, ki prikazuje, kje so Slovenci predstavljali večino, in tukaj zgoraj imamo Kovačičevo, kje prevladujejo Slovenci na Štajerskem. Večino tega, kar sta Kovačič in Slavič zagovarjali na Pariški mirovni konferenci, je Pariška mirovna konferenca tudi potrdila. Razen, kar se tiče na levi strani reke Mure, je potem Pariška mirovna konferenca odločila, da Porabije pripade Madžarski. Kar se pa tiče na spodnjem Štajerskem, je pa prav tako Saint-Germainska mirovna pogodba določila, da Radgona in Radgonski kot ostane v Avstriji. Zdaj, dogodkov izpred 100 let se lahko spominjamo na različne načine. Imamo razne spomenike, spominska obeležja, katerih namen je predvsem, da se spominjamo tega, da nekdo, ki gre mimo teh spomenikov, se vpraša, zakaj pa ta spomenik, zakaj ta spominska plošča, zakaj to spominsko obeležje je tukaj postavljeno. Poleg tega pa imajo spominske sobe tudi izobraževalno funkcijo, da današnje generacije se podrobneje informirajo o tem, kaj se je v preteklosti dogajalo, zakaj so ti dogodki tako zelo pomembni za današnje stanje in kdo so bili tisti ljudje, ki so ustvarjali tisti čas. In na obeh straneh reke Mure imamo kar nekaj teh pomnikov, spomenikov in spominskih plošč, kateri niso namenjeni samo nam, ki tukaj živimo, ampak tudi ostalim Slovencem, ki prihajajo iz ostalega slovenskega ozemlja. In tukaj bi vas mogoče nagovoril, da ste pozorni ali pa tudi obiščete na primer rojstno hišo Jožefa Godine na Dolnji Bistrici, v kateri je urejena tudi spominska soba, za katero skrbi njegova nečakinja, gospa Karolina Godina, na kateri je tudi spominska plošča. Potem v parku spominov v Črenšovcih je potem tudi njegov doprsni kip, na katerem je med drugim tudi napisano, da je bil Jožef Godina majstrov borec. Potem v Dokleževu je doprsni kip Ivana Jeriča, kjer je prav tako tudi spominska soba.
oziroma v Črenšovcih je doprsni kip Jožefa Klekla, starejšega duhovnika, uradnika in pa urednika in pa narodnega buditelja. In v bistvu pri vseh piše, da so bili ali narodni buditelji, ali so bili majstrovi borci. Torej, že navzven predstavljajo nek tisti pozitiven svetel lik slovenstva, ki se je izkazal v teh odločilnih trenutkih pred 100 in nekaj leti. Prav tako smo lansko leto in pa že predlani ob obeležitvi te 100. obletnice dogodkov na obeh straneh reke Mure, pa naj si bo to na spodnjem Štajerskem oziroma danes na slovenskem Štajerskem, kakor tudi v Prekmurju, zapustili kar nekaj pomnikov, nekaj jih je tukaj tudi predstavljenih, kot je doprsni kip v aleji velikanov v Gornji Radgoni, posvečen Rudolfu Maistru na trgu Rudolfa Maistra, potem spominsko obeležje, ki je bilo odkrito prav tako tukaj v centru Murske Sobote ob 100. obletnici priključitva Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. Potem spominskega obeležja v Beltincih, kjer so se 17. avgusta leta 1919 zgodili pomembni ti dogodki, ko je vojaška oblast prešla v civilno sfero in je nekako tudi na formalni strani, po formalni poti Prekmurje postalo del civilnega političnega jugoslovanskega ozemlja. Potem je bilo posnetih kar nekaj dokumentarnih filmov, ki so bili potem predvajani na številnih medijih. Tudi javna radiotelevizija je tem dogodkom namenila ogromno pozornosti. Najverjetneje v zadnjem času ni bilo nobene tako medijsko odmevne obletnice ali pa spominjanja preteklosti, kakor ravno ta 100. obletnica združitve Prekmurja z preostankom slovenskega ozemlja. Potem je bilo izdanih kar nekaj monografij, zbornikov na to temo, ki bodo se ohranili tudi za prihodnje rodove in bo tudi zelo primerno študijsko gradivo, tako za mlajše generacije, kot je na primer monografija o Jožefu Kleklu starejšem, ki jo je napisal bogojinski župnik dr. Zver, ali v zakulisje pariške diplomacije nas je popeljal Uroš Lipušček, znani slovenski novinar, ali kot je nastal zbornik prispevkov o dogodkih v Radgoni in v Radgonskem kotu, ki je dragocen zaradi tega, ker prikazuje pogled na ta dogajanja izpred 100 let iz obeh zornih kotov, iz obeh perspektiv, tako iz nemške oziroma avstrijske, kakor iz slovenske. Prav tako tudi ob spominjanju na te dogodke izpred 100 in več let je bilo organiziranih kar nekaj pomembnih prireditev, slovesnosti, ki so bile prav tako medijsko zelo odmevne, kot je na primer bila leta 2017 ob 100. obletnici Majniške deklaracije državna slovesnost pri Svetem Juriju ob Ščavnici, kjer so se Antonu Korošcu poklonili z državniškimi častmi in je bila tudi odprta spominska soba v Biserjanah, v njegovi rojstni hiši, kjer sta sodelovala tako najvišji predstavnik najvišje civilne oblasti, predsednik države Borut Pahor, kakor tudi najvišji predstavnik cerkvene strani, kardinal Franc Rode. Potem je bila v Križevcih pri Ljutomeru v Anini kapeli odprta spominska soba dr. Matiji Slaviču, ki je že približno 20 leti pred tem dobil tudi doprsni kip v Križevcih. Potem v Veržeju že več desetletij obstaja tudi doprsni kip Franca Kovačiča. Seveda ena izmed glavnih nalog ali pa tistih, ki ohranjajo spomin na dogodke iz preteklosti, je naloga številnih domoljubnih in pa veteranskih organizacij, ki so organizirale tudi ta domoznanstveni dogodek, predstavitve dogodkov izpred 100 in več leti.
Eno glavnih je vsekakor so društva Generalmajstra, ki so združena v Zvezo društev Generalmajstra. Eno izmed njih je tudi Prekmursko društvo Generalmajstra, potem imamo tudi v Veržeju, Črenšovci in pa Prleško društvo Generalmajstra, ki potem z organizacijo takšnih dogodkov, postavljanjem spominskih obeležij, potem tudi navzven z prapori, z uniformami nekako opozarjajo na vse tisto, kar se je v preteklosti dogajalo in je sovplivalo na to, da danes po 30 letih lahko govorimo v samostojni oziroma da živimo v samostojni državi Sloveniji in da Slovenci končno sami odločamo o sebi in o svoji usodi. Hvala lepa.